Danes bomo z Zdravkom Lidlom pokazali, kako lahko v mirnem okolju krepimo zbranost in ravnotežje. Javljamo se kar iz parka, saj lahko vaje izvajamo kjerkoli. Začeli bomo s hojo po kamnih. Evo, pa lahko kar greš, pa greš iz enega kamna na drugega. Koraki naj bodo počasni in pogled usmerjen mirno naprej. Če opazite, da je otroku vaja prelahka, lahko dodate še met in lovljenje storža. Naslednjo vajo izvajamo v paru. Vsak drži svojo palico, ki jo mora spustiti, drugi pa jo mora ujeti. Sva pripravljena? 3, 4, zdaj. Zdravko Lidl nam je pripravil piramido s kozarčki, mi pa jih s kamni poskušamo podreti. Vaja spodbuja natančnost, koordinacijo in občutek za razdaljo. Pri naslednji vaji najdemo štor ali pa si s pomočjo palic naredimo krog. Vanj bomo metali kamne in probamo zadeti sredino. Ker prideš klele, postaviš, lepo nežno z občutkom vržeš, pa probaš, da kamenček ostane gor. Za naslednjo vajo potrebujemo storž, ki ga otrok proba vreči čim višje v zrak in potem ujeti. Če je izziv prelahek, lahko dodamo dodatne izzive, kot je plosk pred ujemom ali celo obrat za 360 stopinj. Iz listja naredimo otoke in skačemo iz enega na drugega, da ne pademo v vodo. Če boste vajo izvajali v prostoru, lahko točke zamenjajo preproga, kavč in položene brisače. Naslednja vaja je odlična za krepitev ravnotežja. Otrok bo stal na eni nogi, pri tem pa bo skušal pobirati predmete iz tal. Evo, pa greš kar klele, stopiš na eno nogo, drugo fajn dvigneš v zrak, pa pobereš eno stvar, tako, pa jo dvigneš, kar dvigneš, tako. Ravnotežje ni samo vaja, ampak je igra potrpežljivosti, zbranosti in poguma. Vsak otrok ima svoj tempo, svoj čas in svoj način. Če ti je bila vadba všeč, pokukaj na Lidlov YouTube kanal, kjer te čakajo še druge zanimive vsebine. Adijo!